V Celju je potekal štajerski derbi, domača ekipa je pričakala nogometaše Maribora. Gost je v dobri formi. Prva akcija tekme za Maribor podal je Kapha, odbita žoga Kotnika, Vršič pa je zapravil izjemno priložnost za vijoličaste. Tudi Celjani potem nevarni po hitrem protinapadu, to je bila lepa, bliskovita akcija Celja, ampak izkazal se je mariborski vratar Handanović, ki je pravočasno zapustil svoja vrata. Tole pa je že drugi polčas in pravi evrogol. Agim Ibrahim je sprožil daleč in zabil res neverjeten gol v mrežo vratarja Kotnika za prednost vijoličastih 0:1. Izjemno udaren začetek za Maribor v tem drugem polčasu. Nedvomno gol vreden še počasnega posnetka, pravi zadetek za Maribor, ki je prišel do prednosti v tem drugem polčasu. Kmalu pa še 11-metrovka, padel je Mendy, nepreviden je bil Klemenčič in podaril Francoza pri Mariborčanih. K žogi pa je stopil kapetan moštva Tavares in zabil v mrežo za povišanje prednosti na 0:2. Veselje na tribunah v Celju na Areni Petrol. V pičlih 3 minutah je Maribor zabil 2 gola v tem le drugem polčasu. Potem akcija za sprejema, Handanović je žogo uspel odbiti v kot. In potem še eden izmed najlepših momentov tekme za Celjane. Še en evrogol v Celju, tokrat je udaril Đurković in zatresel levi zgornji kot vratarja Handanovića, ki je bil tokrat nemočen in znižal zaostanek. Celjani so se vrnili v igro po tem le evrogolu Enisa Đurkovića. Kmalu pa že nova akcija tudi za vijoličaste. Tole je bil že odgovor za Mariborčane, lepo je podal pred vrata Stojanović, ki je našel povsem samega Salaliha in takole je Salalih povišal prednost na 1:3. Izjemna kombinacija, Kapha, Stojanović in Salalih za 3:1. Še en prodor Kaphe, ki je poskušal daleč in velika sreča za Kotnika. Še en evrogol je visel v zraku, a tokrat je vratnica rešila Celjane. Ob koncu pa še tale priložnost za domače, Vrhovec je streljal, zadetka tokrat ni bilo in tekma se je končala. Na koncu Celjani poraženi, doma proti Mariboru, Celje, Maribor 1:3. Na zadnjih 2 tekmah 7 golov Maribora za 2 pomembni zmagi. Ja, želeli smo presenetiti nasprotnika predvsem z tem, da stojimo zelo visoko in agresivno napademo. V prvem polčasu, tako kot ste dejali, nam je to uspelo. Potem pa na začetku drugega smo res prejeli evrogol strani Ibrahimija. To nas je nekako presekalo. Zatem kmalu še napaka branilca 11-metrovka. Vendar mislim, da tudi po rezultatu 2:0 smo še vedno vztrajali z našo igro. Vendar menim, da je danes kvaliteta Maribora prevladala. Ja, zadovoljen sem, osvojili smo 3 točke in nadaljujemo našo serijo in lahko smo optimistični. Lahko pa rečem, da smo danes delali precej napak in da z nekaterimi detalji nisem najbolj zadovoljen.